Pozdravljeni, moje ime je Gašper in vi gledate oddajo Super Stylish. Če se boste kdaj sprehajali po slovenski obali in boste imeli veliko srečo, lahko vidite najbolj seksi punco Leo, ampak žal je že zasedena. Danes z nami Lea Sirk. Lepo pozdravljen. Živijo, Lea, kako si? Super, Super. Evo, zdaj še boljše. Dobro, zgledaš, moram te pohvaliti iz prve. Najlepša hvala za tako lepo napoved. Ne, še če bi jo sama si izmislila, ne bi bila tako lepa. Ful mi všeč ta tvoj primorski naglas, veš to. Se pravi, čujem, če kdo ne bo kaj razumel, boš malo. Kaj mene teže razume, veš. Sploh ne vem, zakaj si na televiziji, ker govorim to po slovensko, veš, in to včasih. Ja, gled, bo danes ena zmešnjava vsega tega skupaj. Malo slovenske zmešnjave, ne? Ja, ful je sproščen, ful je tako prijazno, prikupno zmeden, kot obstaja slovenski komad. Meni so všeč taki ljudje, da se ne zje, da bi zahteval od sebe, da bi ne vem. Ne, ta oddaja je namenjena dobri energiji ljudem, da se sprostijo doma in da se nekaj hkrati naučijo. In meni pa všeč na ta način spoznavati profesionalce na svojih področjih in meni se zdi super oddaja. In kaj bo danes naredila? Glede na to, da živim zraven Italije in imam vpliv malo italijanske mode, predlagam, da iz teh dolgih las narediva nekaj elegantnega in mogoče kakšno figico, nekaj preprostega. Jaz verjetno tega ne bom nikoli mogla uporabiti, ker imam kratke lase, ampak sigurno bo komu prišel prav. Frizura ti pa zelo paše. Najlepša hvala. To pa res. To si te zanj živel na koncertu Line Pušer v Križankah in je... Odštekana. Ja, ful sem imel težavo, ker nisem vedel, ne gledam levo, ne desno. A veš, super je včasih, da si slep, da vidiš samo eno oko, ne? Se pa lažje odločiš. Glej, je že prav. Za vsakega nekdo, ne? Evo, jaz ti bom zdaj pokazal, ti lahko mečkaj kar stopiš na to stran. Velja, evo. Ti da meni glavniček v roko. Ok. Bo sama naredila ali ti pomagam? Daj mi pomagaj. Ti pomagam, ne? Ja. Poglej, mečkaj bomo model obrnila. Mislim se reči, kar zasuknala, ne? Ja. Takole naša seksi Tjaša, ne? Poglej, tukaj bova dala eno elastiko ali gumico po domače. Pri nas je kar elastika. Je kar elastika, ne? Pri nas pa gumica. Ja, no evo. A znaš to znaš? Da vidim jaz, kaj ti to. Ja, pomem to. Mislim, jaz sicer ful fajn strižem, tako da ti lahko pokažem, kako strižem. O, res, ali kaj? Nekaj sem se. Okej, čakaj, dve si mi dal, veš? A si pa to stem? Ja, pa dve, se. Okej. In kaj bi zdaj rad, da jaz naredim? Ja, kar to mi čopek, malo nižji dan. Tole. Okej. Takole. Kako bi se ti opisala v 5 minutah? Ojoj, moje življenje je tako pestro, da ne vem, če bo 5 minut dovolj. Ampak... Še enega? Okej. Kako bi se opisala? Mislim, da sem zelo pozitivna oseba. Ja, to se takoj vidi. A ja, okej. Ta energija. Pravijo, da sem zelo zahtevna in do sebe in do drugih. Priznam, da sem se začela strinjati s tem že počasi. Koliko časa si že v zvezi? Ja, no, se zaradi tega sem govorila. Ja, ker mislim, da si že zelo dolgo časa, ne? Ja, ne, v bistvu ne, 5 let. Ne vem, če je to dosti ali pa ne. Ja, se. Ja, Leo sem jaz že kar nekaj časa nazaj gledal na koncertu, že večkrat. Njena glasba mi je zelo všeč mi je tudi njen videospot. Res je to ena simpatična punca, zelo nadarjena, z enim takim hiperaktivnim načinom življenja, zelo je živahna in to se tudi pozna v njeni glasbi, na smehu in sami energiji. Res je super, debesko. Ker mene tudi enkrat punca je rekla, ne vem, a te je lažje gledati, ko poslušati, veš, ali prenašati, ne vem. Če ne bi mogel govoriti, bi po mojem bil še lahko dlje v zvezah. No, evo, jaz pa pač govorim itek dosti. Ful dobro ti gre, te moram pohvaliti. Ja? Zdaj pa sledi ta glavni trik, ne? Sem stopila, ne? Sukala, okej. Ja, sem ful dober. Res dobro si, zelo nadarjena. Ja, sem pravi, da lahko postrižem malo. Poglej. Eno stran, recimo. Ta čop zdaj mečkam zategneš, takole. Okej. Lahko ga mečkam daj poškropiš, tako da elastika nazaj ne leze. Tega razpoloviva na 2 konca. Ja. Takole, mečkam pomagaš. Takole. In tega daš naprej. Tega daš pa naprej in ga takole pripneš. Opala. Najboljše z 2, da bo za zihar držalo. Takole. In tole dodava še tale čop. Kar v en čop skupaj vse povežeš, ne? Takole. Pošlo? Ja. Tele imaš
gumico ali elastiko. Ja. Ja, tega tudi ne. Hvala. Po moje bo še, da daš dve, ne? Ja, zdaj pa res. Zdaj pa že da malo stisne. več las skupaj. Ok, kje zvežem? Ja, kar Stisnem ali? Ne, kar do konca. Glasba ti pomeni veliko? Ja, v bistvu se zato nisem odločila, ampak ugotavljam, da je res pomemben del mojega življenja in mojega stila življenja, zato ker je pač to glavna stvar, ki jo počnem. Ja. Usklajevati družino z vsem tem, kar počnem, je v bistvu veliko lažje kot početi samo to, da živiš od glasbe in nastopanja, ne. Prej sem se v bistvu bistveno več sekirala, bistveno bolj sem bila zmedena, vedno sem pozabljala na nastope, ali čevlje, ali obleke, ali tekste, vedno je bilo nekaj narobe. Odkar imam družino, tega ni, ker res v 3 minutah spakiram kovčke, ena gre. Eni noni, drugi noni, mleko sabo, vse, tako da ni mi naporno v tem smislu. Bolj je naporno, ker rabiš eno pripravo za nastop, oziroma recimo ko rabim tistih svojih, ne vem, 1 uro na dan bi raba, da bi se fokusirala na to, kar počnem, tako pa ves čas med potjo to delam. Ne vem, kamor grem, ali se učim tekste, ali poslušam komade, tako. To mi je v bistvu stresno, ampak ni to noben tak poseben stres. Ja, živimo od tega, tako da pol mora biti to. Oba sva privatnika, oba delava privat, to, tako da je včasih zelo stresno tudi, ne? In videl sem tudi tvoj videospot, res, tak, zelo primorski. Ja, zelo fantastično. To ne vem, kaj pomeni, ko mi kdo reče, da sem zelo primorska. Ali to pomeni raztresena, ali to pomeni temperamentna, ali to pomeni... Temperamentna zagotovo si, to se takoj čuti. Prav se strinjam. To, da škoda, te nisem prej spoznal. Ja, glej, to pa... Nisem tako stara, si me ne bi mogel sploh nikjer videti. Ja, takrat se še vidva rodila nisva, ne? Ja, verjetno. Super, si tole naredila in sedaj bova kar nadaljevala. Še vedno ste z nami in z nami Lea Serk, slovenska glasbenica. Dobro si tole naredila. Super, evo. Dobro ti gre. Hvala. Jaz bom še zdaj ti pokažel. Spet se presukam sem. Spet gremo sem pa tja, mečkam pleševa. Takole, poglej, sedaj pa sledi druga zadeva, to je en tak preprost postopek, ne? Ampak pomembno je, kako začneš. Spet ta drugi čop razpoloviva, večkrat mi pomagaš. Skratka, ves čas nekaj razpolavljamo tukaj, ne? Ja, kar skozi greš še kaj narazni in spet dava ta zadnji čop, dava naprej. Takole. Povej mi, kako ti preživljaš prosti čas? Joj, če sem prav iskrena, glede na to, da imam 5 mesecev staro punčko. Res, to sem pa res dobro gledaš. Mislim, hvala, še bom prišla sem, ker to, ko si me danes že pohvalil, tako že dolgo časa me ni nihče. Ravno kar je imela 5 mesecev. Resnica. Kar je dobro, moš pohvaliti, ne? Ja, ne. Takole, jaz ti še bom kar dal, ker tebi so dobre, ne? Tudi to mi gre dobro, ne? Ja, evo ga. Zdaj že razumem sistem počasi, mi ne boš rabo več razlagati, kaj se tu dogaja. Ne, tako da... Se pravi, si rekla 5 mesecev. Ja, tako da v bistvu, glede na to, da sem do konca nosečnosti nastopala, tako da se nisem niti takrat kaj dosti spočila. Pol pa tudi sem začela takoj delati, tako da je zelo naporno. Ampak ker imam to srečo, da delam tako dobre stvari v življenju, da se ukvarjam z glasbo, vse malo lepše in lažje. Vse malo lepše in lažje, ne? Ja, tako da... Zdaj pa spet nadaljujeva po istem postopku. Zdaj spet se mi dva... Bi ti že šlo to? Bi znala zdaj to? Seveda. Tega zdaj razpoloviva, ne? Takole. Onega daš pa, zadnjega daš pa naprej. Ta čop je naprej. Takole. Evo, lahko ga spustiš. Ali pa tega mi smo mogli pridržati. Evo in spet dodaš tele eno sekcijo. Las. Takole. In spet v gumico, kako bi to rekel, v elastiko zavijeva, ne? Bova kar elastiko uporabljati ime, da ne bo si kdo kaj drugega predstavljal. In je to kakšna tvoja skrivnost, da si v bistvu tako hitro prišla nazaj do te svoje lepe postave, mislim, glede na to, da je zdaj to kome 5 mesecev, je kar hitro, ne? Ne, pa se 5 mesecev ni spet tako malo časa, ne? Se pravi, pa s tem obmorčkom večkrat sprehajaš, sve zraven. Ja, se pravim, tudi za to nekaj dosti časa. Ali zdaj sem dala eno gumico. Vse dosti, ker se po mojem podržala, ker je več to klasa. Takole, zategnem. Evo ga. Še? Bravo. V redu. Tako. In še bova nadaljevala naprej. Še naprej. Ok,
spet poloviti to, oziroma to na pol. Dalje, to na pol, tega naprej. Tako. In spet. To držiš tukaj. Lahko res prsi držiš, tako. Evo ga. Pa bova obrnila, da bodo gledalke videli, kako in kaj. Kaj jih briga? To imamo mi dva zdaj. Čakaj, kaj dam zdaj skupaj? Ja, to, vse to. Vse to, evo, še. Res ti gre dobro, jaz moram reči, da si zelo nadarjen, ne samo z petje. Jaz sem bila sreča, da bom strigla, jaz sem hotela strišti. Celo življenje si želim, da bi mi kdo podaril tisto glavo, ki jo imajo frizerji. To pa dobiš, za rojstni dan. Potihem sem upala, da bom lahko strigla, ampak res. Sem mogoče upala, da bo res ta glava, pa da bom tako, pa da bo bolj v bistvu preizkušal moje sposobnosti, ampak ne. Frizerstvo mi je res ful všeč, tudi drugače. Čeprav ne maram, da se kaj dosti po moji glavi dela. Ampak ja, ful se mi všeč odštekane frizure in res si želim probati enkrat to. Ne vem, kdo bo žrtev, ampak bom že koga našla. Ja, veš, kje moj resni dan. Lahko mene ubiješ. Kdaj pa imaš ne, to me ne zanima tako kratki. Take bi jaz malo pošišala. Ja, se ni problem. Poglej, v februarju v drugi sezoni. Ok, glej, ampak res. Ja, lahko. Mislim, da bi lažje se odločil. Namreč sem že razmišljal, da bi se postrigel na kratko in lej bi se zagotovo zaupal. Ne boš me popravljal in niti mi govoril, kako je treba. Jaz hočem sama. Samo brila boš. Takole. Tako, ok. Zadnje, ne? Tako, zadnje. Ok. Še vedno ste z nami in z nami Lea Serk. Lea, super si tole naredila. Hvala. Skoraj nič nisem imel dela. Ja, no, redu, vidiš. Poglej, zdaj ti še bom pokazal samo en postopek. Zdaj pa v bistvu sva dala elastike na ta dva čopeka, ki so ostala, do konca dol. In potem v bistvu samo vzameš takole iz zgornjega, spodnjega poprimeš in ga potegneš navzven. Evo ga, takole izskoči. Povej mi, kako pa ti skrbiš za svoj make-up? Za make-up? Joj, če ni nastopov, najraje pustim kožo pri miru. Če po pravici povem, ker ko so huda obdobja in je to vsak dan floskanje s tem vsem, nisem glih pristaš tega. Tako da, ampak ja, načeloma imam eno svojo linijo, ki jo hitro naredim in mi vzame res malo časa, ampak za narediti ta pravi lep make-up, pa vseeno mislim, da se je treba malo več časa vzeti. Tako, jaz imam eno krasno idejo, da vprašava Urško, kako si je najlažje in najhitreje naredi, kako si najhitreje naredi make-up. No, super, dej. Dragi gospe in gospodje, pa vprašam Urško. Pozdravljeni v lepotnem kotičku. Danes bomo govorili o dnevnem make-upu. Verjetno večina žensk zjutraj nima časa za make-up, zato vam bom predstavila 5-minutni ritual, kako se naličiti v 5 minutah. Najbolje, da kar začnemo. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, je tekoča podlaga. Jaz si tekočo podlago vedno nanašam s prsti, nanesemo jo po celotnem obrazu. Največkrat uporabim prste. Lahko pa uporabite tudi čopič, ki je primeren za nanašanje tekoče podlage na vaš obraz. Ko smo nanesli tekočo podlago skozi celoten obraz, vzamemo korektor. Če ima do težave oziroma kolobarje pod očmi ali podočnjake, uporabi ta korektor. V tanki plasti ga nanesemo v predel pod očmi. Najboljše je to potapkati s prsti, tako nam bo držal make-up skozi ves dan. Naslednja stvar, ki sledi. Bleščilo za lica. Naj bo v naravnem tonu, naj ima sijaj, ker vam bo dal tako svežino skozi ves dan. Jaz najraje uporabljam bleščilo v naravnih tonih, beach barva. Zato, kadar si nanašate bleščilo, se vedno nasmejte in si na ta lička, ko se nasmejite, ko se izpostavijo, nanesete malce rdečila.
najbolj pomembna izmed vseh stvari je prav maskara. Brez nje se ženske počutimo gole. Kadar si nanašam maskaro, vedno začnem na zunanjem kotičku veke, malce si jo povzdignem in nanašam iz zunanje strani proti notranji. Če želimo vaše oziroma naše oči poudariti še bolj, počakamo 10 do 15 sekund in naredimo ponovni nanos maskare. Tako bomo poudarili svoje oči. Kar je najbolj pomembno pri make-upu, nikoli ne smemo pozabiti na naše obrvi. Če imate lepo široke oblikovane obrvi, jih mogoče samo malce počešete. Če vam med obrvi manjkajo nekatere dlačice, vzamemo v roke senčilo in te luknjice zapolnimo. Tako pridejo obrvi malce bolj do izraza in poudarimo njihovo naravno obliko. Še nekaj bi rada poudarila. Če so vaše trepalnice prekratke oziroma niso dovolj dolge, potem vzamemo v roke tole naravno senčilo v naravnem tonu, v zemeljskem tonu in si senčilo nanesemo pod spodnje trepalnice. Tako dodamo našemu videzu malce bolj poudarek na oči in tudi naše trepalnice izgledajo gostejše. Takole, naš make-up je končan. Na koncu še nanesemo bleščilo ali šminko, to je odvisno od vas. Upam, da sem vam z nasveti v današnji oddaji vsaj malce pomagala. Vidim, da nam je ostalo še 45 sekund, torej lahko si še v tem času naredite do konca vašo frizuro ali pa še naprej eksperimentirate s svojim make-upom. Se vidimo! Še vedno gledate oddajo Super Stylish in z nami Lea Serk. Lea, poglej, zdaj pa ta zadnji, skoraj zadnji final trik. Takole, zdaj pa sam ven potegneš, ne? Poglej to. Povej mi, meni ni nekaj jasno, ta Urban Plenty, sem prav izgovoril, tudi verjetno gledalkam, gledalci, ti ni nekaj znano, ne? Daj mi večkrat povej o tem, da bom jaz potem tole dokončal. No, evo, že dokaj malo časa. To je v bistvu en tak izdelek, ki ga s ponosom povem, je patentiral moj brat. In je nastala ena taka družinska zadevica to vse skupaj, no, pa se je tebi tudi znano, kaj pomeni delati v družini, ne? Ja, meni je to vse znano. To je v bistvu en tak izdelek za urbano vrtnarenje, ki je namenjen recimo študentom ali pa ljudem, ki živijo v mestu in nimajo prostora za svoj vrtiček, da bi jedli zdravo, da bi pač gojili svoje rastline, zelišča. Tako da je to on lepo izumil in to zadevo se da kupiti po super ceni in se jo namesti lepo na svoj balkonček v mestu in si prideluješ in lahko baziliko svojo. Recimo, glede na to, da bo konoplja kmalu že čisto normalna tukaj pri nas, recimo, da lepo gojiti tudi to na svojem balkončku. In to lahko upravljaš tudi z telefonom, greš na dopust. To je tako, ima en namakalni sistemček in to vse skrbi, ne rabi ljudi skrbeti, da se ne bi dalo zalivati kakorkoli. Za vse poskrbljeno, samo na Kickstarterju teče urca in čakamo čas, da gre projekt v izdelavo. Če pa ljudje želijo, lahko že to naročijo. Seveda, to se da vse, tako Urban Plenty, kakorkoli. In hitro je zapakirano in pri njih. Poglej zdaj, Lea, jaz sem pa zdaj to bom potegnil. Ne, ful dobro, ne, sem večkrat bom potegnil, takole, da še ti vidiš, ne. Zelo lepo. Zdaj pa, lej, še večkrat sam primeš en konček las, takole drži. In ga postrižem, ne? Kar drži, potegneva. To cuka! Ne cuka. Kaj ne, jerza ti cuka? Ne. Daj reči, da ja. Ja, brca je z nogo, Tjaša. Ne, takole, in poglej, zdaj sam ta del zvijeva. Takole. Poglej, in smo naredila eno tako hitro frizuro, ki se vsakdo lahko naredi doma. Da čas, ko bom pa jaz to zdaj zapel za špangico,
smo pa mi tudi šli na ulice, da vprašamo folk, kaj si misli o tebi. O, Marija kaj sveta. zanima? Ne vem. Pa gremo na ulice. A bi mogoče vedel, da je tole na sliki? Pa ja, no, to je ona tipica. Joj, nekaj znano se mi zdi, ampak ne vem. Pevka? Mogoče vam to kaj pove? Ne bom vedela. Ne bom vedela. Lea Sirk. Sir imamo radi, sam Sirka pa ne poznamo. Neka modna oblikovalka. Mogoče. Ali pa kakšna novinarka. Mogoče na Talenti, da je bila, jaz pa to ne gledam, ne vem. Mogoče vem, kaj poje. Ne vem, kaj poje. Ne poslušam jaz spev. A bi znali mogoče kaj po primorsko povedati? Kako besedo? Vem, da ga zamenjajo h nekaj tazga. Nekih Hremo, ja. Pač, a ni tako da. Mona. Ja. Ja, nismo primorski timi. Ja, dajte mi en glas vina, čuj. Ne, to ni. Morje, ne vem, pač. A skaj mona? Kaj pa bi, na primer, tvoji doma rekli starši, če bi njo pripeljal domov kot svojo punco? Bravo. Ne vem. On ima punco, on ne sme tega komentirati. Kaj bi rekel? Bravo, canjo ga, ne? Bravo, canjo ga. Sin? Pa na zdravje. Tudi tebi. Dobro, frizuro sva naredila, ne? Krasno, jaz sem jo lepo prosim. Ja, to pa res. Ampak so že vse pozabila po pravici povedano. Upam, da so si oni kaj zapomnili. Ja, boš pogledala, dajo. Tako je. In boš videla, kako sva to naredila. Ja, ti je všeč? Zelo priznam. Zelo preprosto, ne? Zelo preprosto in zelo lepo. Ja, poglej, v bistvu sploh tudi ni pomembno dolžine las. Kakšno dolžino las imaš, to lahko narediš že tudi na tvoje bi šlo. Že na tvoje dolžino bi šlo. Glej, jaz zato sem se postrigla, če ti po pravici povem, da mi nihče ne tika las. Ja. Ampak zelo uporabno, res. Super. Potem si zadovoljna? Ja. Ej, zdaj pa predlagam, ker sem videl, da si zraven pripeljala Janeza, Ja. kitarista, Ja. tudi iz našega okolja je, ne? Ja, zato sem ga povabila. To je res, ja, to je super, ne? Pa ful dober kitarist je, ne? Ja. Tudi igra zraven Nine Pušar. Ja, res. In bosta kje zaigrala? Ja, nekaj bova Lahko zaigrala. nafehtam ali... Lahko. Lahko. Ajde, že, ker sem se nekaj Da ne novega bo predrago naučila. stalo, vem, da Janis je zelo drag, ti Ne, še drag. sem že zmenjena, kam poslati račun, tako da ni problem. Dobro. Ja, veš, kaj Janeza moram nekako pokriti to, lej. Jaz se razumem, ja. Teh 10 kilometrov, ko se prepeljal, to je Ja, drag, ne? 10, lej, na Gorenskem tudi čez 100 metrov zaračunajo. Kmalu zvest, Lea Sirk. Te prosim za besedo dve in ne gre za stavek ali dva, naj pomoč sta ti oba, ker vem, da ne gre in vem, da ne gre in vem, da ne gre, ker vem, da ne gre in vem, da ne gre in vem, da ne gre. Torej ne spoštuj si, ne obljubljaj, ker za besedo te vzamem, če se ne zavem, tudi če se več ne grem. Ne razmišljaj o napačnih korakih, težko se jih opazi, če se kdaj za hip zavem, se s tabo več ne grem. Zadnjič je tvoj predlog bil, da oživiš in zaživiš, odkrito si povedal mi, rad pomagal bi, a ker veš, da ne gre in veš, da ne gre in veš, da ne gre, a ker veš, da ne gre in veš, da ne gre in veš, da ne gre. Torej ne spoštuj si, ne obljubljaj, ker za besedo te vzamem, in če se ne zavem, tudi če se več ne grem. Ne razmišljaj o napačnih korakih, težko se jih opazi,
Evo me. Super komad je bil, kateri je bil? Hvala, beseda ali dve z prvega albuma. Jaz sem vesel, da si mi to odpela. Hvala. Da ste z Janes tudi to hotel odigrati. Zdaj pa, jaz bom rekel en končno besedo, da sem zelo hvaležen, da si prišla v to našo oddajo. Z veseljem. Da si se pripravlja tako daleč, z Primorske. Frizuro sem res naredila eno tako fantastično, moram reči, da si zelo, zelo nadarjena. In za petje, in friziranje, izgledaš fenomenalno. Tako da... Se vidimo hvala. Se vidimo hvala. Hvala tudi tebi. Čau. To je bilo vse za danes, se vidimo naslednjič.